Prav lepo pozdravljeni. Včeraj smo na naši televiziji posneli prvo oddajo od 6, v katerih bo Katarina Kovačič predstavila dejavnosti zeliščnega vrta Cvetka, ki ima svojo lokacijo v Čečah. Z novostjo pa se lahko pohvalijo tudi v EVJ centru Kisovec, kjer odslej ponujajo zastirko za na vrt iz lesnih sekancev. Zastirka se uporablja za posipanje po vrtovih in travnikih okrog okrasnih grmovnic za zastiranje plevela. Z njimi lahko posujemo in uredimo pohodne steze in poti in označimo gredice. Les kot ekološki naravni material deluje dekorativno in okolju prijazno. Gre za slovenski proizvod iz slovenske smreke. Ker so sekanci pakirani v priročnih vrečah, so enostavne za prevoz in prenašanje. Zaradi majhne teže tudi ne boste imeli težav pri dvigovanju in se lahko naložijo v vsak osebni avto. Pakirani so v 35, 50 in 100 litrskih vrečah. Cena pa je tudi več kot primerna. Prejšnji petek je v Trboveljskem delavskem domu potekal dobrodelni koncert za Jakca in Erazma v organizaciji Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje. Pobudnica koncerta je Manica Hribar, profesorica slovenščine. Zbrala je sedanje in bivše dijake, ki so združili moči in izvedli kakovosten koncert z željo, da zberejo čim več sredstev za financiranje nujnih zdravstvenih terapij za oba fantka. Jakec in Erazem sta otroka nekdanjih učenk, Špele Alič in Petre Golob. Žal obisk koncerta ni bil tak, kot so organizatorji pričakovali. Zato lahko vsi, ki želijo pomagati, nakažejo sredstva na račun Trboveljskega rdečega križa z naznako za Jakca in Erazma. Manica Hribar je izjemno humana in predvsem skromna ženska, ki se nerada izpostavlja. Najprej bi vas prosila, da nam poveste, da ste zadovoljni z današnjim dobrodelnim večerom. Kar se dijakov tiče, bivših in sedanjih sigurno. To je tista toplina, ki jo dobrodelnost zazna oziroma ki se v dobrodelnosti prepozna. In jaz sem vesela, da se je toliko dijakov odzvalo. Videli ste, da je bil dolg program. Kar se pa druge plati tiče, v dvorani je bilo pa po mojih pričakovanjih manj ljudi. Jaz mislim, da jih bo več. Torej, trenutek ni bil ravno pravi ali je pa kakšen drugi razlog? Je bilo težko povezati bivše in sedanje učence? Sploh ne. Odziv je bil res tako topel, da sem jaz zaradi tega vedno vesela. Je pa lepo, da se vidi ta povezava, tudi mislim na starše otrok, z bivšo šolo in sedanjim in bivšimi učenci. Ja, vse. Sicer pa ta koncert danes ni prvi. Mislim, da je pred leti bil še eden. Tokrat je drugi koncert. Smo imeli pred leti že enega. In boste verjetno še nadaljevali? Bomo videli. Pridružili so vam se pa tudi glasbeniki iz Zagorja. Ja, v resnici dijaki naše šole, ker so bili pozvani, potem so pa še ta krog sodelavcev, tistih, ki nastopajo z njimi, priklicali, povabili, da se je orkester oziroma ta komorna zasedba in plesna skupina pojavila. Torej, vloženo je veliko truda, rezultate bomo pa še videli. Ja, moramo počakati še na odziv. Povejmo še to, da je bila naša televizija medijski pokrovitelj tega humanitarnega dogodka. Še naprej pa ostajamo v Trbovljah. 8. marec, mednarodni praznik žena, so slavnostno obeležili tudi v Trbovljah, kjer ta praznik praznujejo že od samega začetka. Prireditev so organizirali Trboveljski socialni demokrati v sodelovanju z Zvezo borcev Trbovlje. Kulturni program so izvedli učenci osnovne šole Tončke Čeč in glasbena skupina Uelvo al Sur. Na proslavi so se spomnili tudi 70. obletnice osvoboditve, ki bo rdeča nit aktivnosti Zveze borcev v letošnjem letu. Organizatorji so namesto rožic, ki bi jih podarili obiskovalkam prireditve, 300 € namenili Rdečemu križu. Ta odločitev je bila sprejeta z navdušenim aplavzom. O prazniku žena smo se pogovarjali s predsednico Zveze borcev Trbovlje, Marijo Govejšek. Danes je 8. marec, mednarodni praznik dan žena. V Trbovljah ga praznujemo že veliko let. Prvi smo bili v Sloveniji, ki smo ga praznovali pred
stoletij ali še več, ne. Zato mislim, da te tradicije ne smemo prekiniti. Ga pa praznujemo vsako leto, že zdaj 10. leto skupaj z socialnimi demokrati. In ker tudi oni vedo, da je to praznik, ki se ga ne sme pozabiti. Pa mislite, da se ta tradicija nekako menja? Mogoče je praznik izgubil svoj pomen ali je mogoče še celo bolj poudarjen kot nekoč? Mislim, da pridobiva na pomenu. Jaz sem zdaj sledila malo in vidim, da koliko čestitke bilo izrečene zdaj v parih dneh, sem tudi facebookarica, ne, in vidim, da danes ni nič o politiki, ampak je samo o 8. marcu. Pa mislite, da se mi ženske pravzaprav zavedamo svoje pomembnosti? No, tiste starejše se, ne, pa tudi generacija, jaz sem povojna generacija, mislim, da so tudi moje letnice tudi, mlajši pa mogoče že ne toliko, ampak jaz jim polagam na srce, brez borbe, brez tega, kar so ženske naredile v svojem življenju, takrat še v času Klare Zetkin, upam, da ne bo treba nobeni več. Čeprav se tudi že kaže čas, da bi se morala še roditi kakšna Klara Zetkin. Čeprav jim želim, da ne. Torej, to je sporočilo za naprej. Ja, jaz mislim, da je to pravo sporočilo, pa še nekaj. Vsaka stvar ni podarjena, vse je priborjeno in velike žrtve med ženskami so padale, da so prišle do te pravice. V imenu Socialnih demokratov je prisotne pozdravil Sebastian Ledinek, ki je najavil slavnostno govornico Viko Potočnik. Govornica je prisotnim spregovorila o pomembni vlogi žensk nekoč, danes in v bodoče. Za nas pa je povedala. Danes ste prišli v Trbovlje, ki je znano po tem, da že več kot 100 let ali 100 let že praznuje dan žena. Kaj mislite o tem prazniku? Je še vedno tako pomemben, kot je bil? Tako iskrene čestitke prvo tudi vam in seveda hvala za povabilo, kajti tukaj dobi človek energijo in vedenje o pomenu tudi tega praznika še posebej. In kljub temu, da sem včasih mislila, da tega praznika ne potrebujemo več, kajti o ženskah bi govorili in naj bi govorili vsak dan, sem se uštela, bom rekla. In prav je, da ga praznujemo, da obudimo vso dolgo pot, ki so jo predale slovenske ženske in seveda tudi opomnimo, da kako pomembno smo oblikovali pretekli, bodoči in tudi sedanje življenje v Sloveniji. In še nekaj na koncu, brez žensk ne bo šlo. Tudi kriza se ne bo rešila brez njih. Selimo se na Dol pri Hrastniku, kjer vsako leto na dan mučenikov 10. marca Hrastniško turistično društvo že tradicionalno prireja kramarski sejem. Tudi tokrat je bil semenj živ. Lep sončen dan, obilo stojnic, dobra ponudba s hrastniških kmetij in ostalih krajev Slovenije, vse to je pripomoglo k uspešnosti sejma. Obiskovalci so lahko kupili sadike, semena, domače sušene dobrote, sokove, domači kruh in pecivo, olja, tako imenovano suho robo, rože, orodje, pa tudi kitajskih izdelkov ni manjkalo. O letošnjem sejmu smo se pogovarjali s članico turističnega društva Hrastnik, Matejo Trbovc. Tudi danes, na dan mučenikov, vaše turistično društvo Hrastnik prireja kramarski sejem. Zdi se mi, da je letošnji kar uspešen. Ja, letošnje leto je že 10. leto, ker turistično društvo organizira sejem kramarski, ki je na dan mučenikov. Mislim, da je letošnji kar med enim najbolj obiskovanimi, glede na to, da je lepo vreme, obiskovalcev veliko, ponudba pestra, suha roba, potem ko je že suho sadje, nekaj oblačil. Torej vsakdo lahko najde nekaj zase. Ja, mislim, da ja. In kaj še vaše društvo pripravlja v letošnjem letu? V letošnjem letu pripravljamo še en izlet turistični, potem spoznavamo svoj domači kraj, vsako leto organiziramo ogled določenih delov Hrastnika. Sodelujete tudi z drugimi društvi verjetno? Ja, tudi z drugimi društvi.
Številni obiskovalci so se ustavljali ob stojnici Roka Štifterja iz Domžal, kjer so imeli na voljo pestro ponudbo zdravih olj in moke vseh vrst. Tudi vi danes kot ponudnik sodelujete na Kramarskem sejmu v Hrastniku. Nam se lahko predstavite, prosim? Sem Rok, prihajam iz oljarne Rafael. Mi se ukvarjamo s hladno stiskanimi olji. Zdaj imamo že 12-13 vrst, sami stiskamo, sami delamo, vse gre čez naše roke, tako da se kar trudimo v tej smeri. Delamo tudi z mokami, se ukvarjamo, malo na mline, imamo takšen kamen, mlinski kamen, ki zmelje moko iz semeni, poskušamo zmeraj priključevati nove stvari zraven. Glede na to, da je vse bolj aktualna zdrava hrana, in kako vam gre? Se kar trudimo. Zdaj sicer zdrava hrana je res v porastu, sam moraš biti prisoten na trgu, moraš se truditi, moraš stalno prilagajati cene, moraš biti kar priden, je kar veliko dela. Konkurenten torej. Moraš biti konkurenten, tako je. Ja, in kje še drugače sodelujete, na katerih sejmih, recimo tako bolj znanih? Probamo, mi sodelujemo na manjših, na večjih sejem, zdaj bo na primer v Celju alternativna medicina, narava, zdravje na gospodarskem razstavišču. Probamo biti tudi v kakšnih butičnih lekarnicah, v kakšnih majhnih trgovinah prodajamo, tako da trudimo se, probamo razširati svojo prodajo. Do 7. marca so na občini Trbovlje sprejemali vnovične prijave na razpis za direktorja občinske uprave. Prispelo je 14 prijav, od tega 5 popolnih, ostale pa so zaprosili za dopolnitve. V prvem neuspelem krogu so v izbirni postopek sprejeli 10 kandidatov, ki so formalno ustrezali pogojem. 4 se nadaljnjega postopka niso udeležili, en kandidat, ki je bil povabljen na ustni razgovor, pa je od prijave odstopil. Tokratni izbirni postopek naj bi bil končan do konca marca. Sledijo kratki oglasi. Razumemo? Radi kolesarite in potujete. Zato vam ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja z akcijo Sprosti čas ponujamo brezplačno zavarovanje prtljage ter ugodnosti pri zavarovanju kolesarjev in turističnem zavarovanju. Zavarovalnica Triglav. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. Prvi marec je dan, ki obeležuje delovanje civilne zaščite. Zato v prvih dneh prvega pomladanskega meseca potekajo različni dogodki z namenom predstaviti glavne akterje, ki nam pomagajo v različnih nesrečah večjega ali manjšega obsega. V Zagorju so se 11. marca zbrali vsi zasavski nosilci enot zaščite in reševanja, najboljšim pa so bila podeljena priznanja. Urška Koren-Gorošelj iz regijskega centra 112 je v uvodnih besedah predstavila pomen delovanja civilne zaščite v Zasavju. Udeležence je pozdravil tudi zagorski župan Matjaž Švagan, ki je zbranim namenil obilo pohvalnih besed, ne samo zaradi delovanja, temveč tudi sodelovanja med različnimi strukturami civilne zaščite. Na koncu se jim je zahvalil za nesebično pomoč ob lanskem žledu. Slavnostni govornik Stanislav Lotrič iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v svojem nagovoru poudaril veliko povezanost med posamezniki, društvi, občinskimi in regijskimi strukturami ter povezovanje na nivoju države. Takšna oblika sodelovanja je učinkovita, kar se je jasno pokazalo med drugim v lanskem letu ob različnih ujmah. Sledilo je sklepno dejanje, na katerem so podelili priznanja posameznikom in društvom za nesebični prispevek pri uresničevanju nalog civilne zaščite.
Prejemniki bronastega znaka so Marko Bokal iz PGD Zagorje mesto, služba nujne medicinske pomoči občine Zagorje ob Savi, Gasilska zveza Zagorje ter radioamater Matjaž Kmet. Na koncu pa so priznanja prejeli še člani Regijskega centra za obveščanje Irena Zupančič, Mojca Kropivšek in Tomaž Mlinarič. Srebrni znak je prejelo prostovoljno industrijsko gasilsko društvo TKI Hrastnik. Prejemniki zlatega znaka civilne zaščite pa sta Gasilska zveza Trbovlje in Gasilska zveza Hrastnik. Ob koncu smo povprašali predsednike vseh treh gasilskih zvez, kaj jim priznanja pomenijo. Bronasto priznanje civilne zaščite za Gasilsko zvezo Zagorje pomeni zelo veliko. To je, bom rekel, priznanje, da je nekdo pač opazil naše delo, predvsem v času žleda, ki je bil v lanskem letu februarja. Zato smo še posebej ponosni, seveda to pa tudi pomeni, da se moramo tudi v bodoče na tak in drugačen način odzivati na takšne in drugačne probleme. Ja, najprej hvala vsem, ki so predlagali našo gasilsko zvezo za to veliko priznanje civilne zaščite. To priznanje je plod dela posameznikov in samega vodstva gasilske zveze, katera se že vrsto let trudi, da za napredek gasilstva v naši občini in napredek tudi vseh ostalih struktur reševanja in zaščite. Zato je Gasilska zveza Trbovlje ponosna na to res veliko priznanje in ga tudi z veseljem in ponosno ga bomo predstavljali in nosili v širši in ožji naši domovini. Hvala še enkrat vsem. Naj povem, zlato priznanje civilne zaščite je zelo veliko priznanje in nam je v čast, da smo ga v Gasilski zvezi Hrastnik prejeli. Pomeni nam zelo veliko. Kot prvi nekje pokazatelj je to, da smo opaženi v družbi, da nas cenijo, da nas sfere sil zaščite in reševanja cenijo in vidijo v nas naše operativno delo, kakor tudi preventivno delo, kateremu namenjamo zelo veliko časa, in posledica tega je tudi, da nekje naravne nesreče, ne da so nas zaobšle, ampak škode ni bilo takšne povzročene, in kot pravim, veliko časa namenjamo temu pri dogovarjanju z raznimi službami, lokalno skupnostjo, kakor tudi s posameznimi občani. Občina Trbovlje bo 18. aprila na Dan zemlje izvedla čistilno akcijo z naslovom Očistimo in uredimo Trbovlje. Na ta dan bodo poleg pobiranja smeti tudi zasajali in urejali cvetlična korita, barvali ograje in podobno. Želijo si čim večjega odziva strani lokalnih podjetij in občanov. Prav bi jim prišla pomoč pri nakupu vrečk za smeti, izposoje različnega vrtnega orodja ter seveda sadike. Kdor bi se akcije rad udeležil, naj to sporoči na občino Trbovlje. Za koordinacijo akcije strani občine skrbi Andreja Bieneli Kalpič, ki bo zainteresiranim posredovala vse potrebne informacije. Vsak drugi četrtek v marcu v društvih ledvičnih bolnikov že 10. leto zapored posvečajo ozaveščanju o delovanju in skrbi za zdravje ledvic v okviru Svetovnega dneva ledvic, ki letos poteka pod sloganom Za zdravje ledvic. Tudi letos so organizirali ozaveščanje javnosti in hkrati opravljali tudi brezplačna merjenja krvnega tlaka, sladkorja v krvi in določanje beljakovin v seču po vsej Sloveniji. Na testiranje povabijo vse, ki sodijo v katero od rizičnih skupin. To so bolniki s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom, boleznimi srca in ožilja, ljudje s prekomerno težo, svojci bolnikov s kronično ledvično boleznijo in starejši od 50 let. Ob tem dogodku so v Zasavskem društvu v sodelovanju z Rdečim križem Trbovlje in Hrastnik izvedli vse te dejavnosti. V akciji so sodelovali tudi zasavski zdravstveni domovi skupaj z laboratoriji, ki so brezplačno testirali prisotnosti beljakovin v seču. Spremljate posnetke v Mercator centru v Kisovcu. V Litijskem kulturnem centru je v soboto skoraj zmanjkalo sedežev. Koncert, njegov prvi del, je bil posvečen glasbeniku Borisu Kovačiču, ki je živel in delal v Šmartnem pri Litiji. Obiskalo ga je veliko ljubiteljev slovenske glasbe.
Boris Kovačič je napisal okoli 400 skladb, od tega okoli 50 popevk. Besedila je prispeval tudi Gregor Strniša. To so pesmi, ki imajo v slovenskem prostoru prav poseben pečat. Oktet Valvazor je v goste povabil številne soliste, ki so pripevali Kovačičeve pesmi, pa tudi druge. Nastopili so pevci Alenka Krebs, Manca Vidic, Monika Fele in Darko Vidic. Glasbeno skupino pa so sestavljali Marko Krebs, Peter Pirc, Stanči Škarja, Lovro Lezič in Gašper Namestnik. Navdušeni obiskovalci so nekatere skladbe prekinjali z aplavzom, topel in prijeten večer je z izbranimi besedami v šopek povezala Helena Hauptmann. Oktet Valvazor bo prihodnje leto praznoval 30-letnico delovanja. Franc Vidic, dolgoletni član Okteta Valvazor, je za našo televizijo povedal, kdo se je spomnil na Borisa Kovačiča. Ja, mi smo pravzaprav veseli. Nekaj časa smo se že pogovarjali, Krebsov Marko, naš harmonikaš, je dal idejo, da bi naredili nekaj Kovačičevih pesmi zaradi tega, ker so harmonsko bogate tudi za spremljavo. Ne. Mi smo se pravzaprav strinjali, potem smo še ugotovili, da je dobršen del oziroma nek del življenja preživel v Šmartnem in smo rekli, edinstvena priložnost, da ga počastimo s tem, pa še lepe pesmi so na koncu. Ne. Zagotovo so ogrele srca poslušalcev. Kako pa ste izbirali nastopajoče, venček njegovih pesmi, pevke, sodelujoči glasbeniki? Zelo prijetna kombinacija. Pravzaprav smo bili majčkeno v časovni stiski, namreč tole je trajalo, da smo pripravljali 2 meseca pa pol in niti nismo mogli samo Kovačičevih pripraviti, zaradi tega smo uporabili že neke stvari, ki smo jih že prej imeli. Ne. Kar se pa nastopajočih tiče, je pa tako, ne, on veliko piše za svojo ženo, je veliko pisal, ne, in je težko v moško zasedbo zadevo pripraviti. Ne. Tako da smo nekaj smo jih uspeli narediti, potem smo pa iskali primerne pevce. Jaz pač imam doma, imam hči, ki mi nekako tu gre. Naš Martin Fele ima tudi hčerko, ki tudi solo petje študira, in pa vedeli smo že za Markotovo Krebsovo Alenko, da zna to dobro odpeti in smo se tako odločili. No, izvedeli smo, da bo drugo leto okrogla obletnica Okteta Valvazor, 30 let potovanj po Sloveniji, pa tudi v tujino. Se spomnite kakšnega posebnega dogodka iz te dolge kariere? No, vrhunec je bil gostovanje v Kanadi in v Ameriki. Tam je bilo res lepo. Prvič, bilo je zelo naporen. Mi smo v 10 dneh naredili, jaz mislim, da tam okrog 4000 kilometrov. V glavnem smo se vozili in prepevali, zelo malo smo spali. Drugače pa skozi to petje smo kar nekaj sveta videli, bilo je prijeten, peli smo v Nemčiji, Avstriji, Italiji, luštno je bilo, ampak zmeraj je bilo nekako najbolj sprijeto pa doma seveda. Idejo za koncert je dal Marko Krebs, glasbenik, ki Oktet spremlja na številnih prireditvah. Malo ljudi ve, da je Boris Kovačič iz teh krajev. Marko Krebs in njegovi glasbeni prijatelji pa so to vedeli že pred leti. Povedal je, zakaj so jim bile skladbe všeč. Marko Krebs, večkrat spremljate Oktet Valvazor in menda je bila prav vaša ideja, da bi se spomnili na Borisa Kovačiča in njegove skladbe. Kdaj ste pa vi izvedeli, da je Boris iz teh krajev? Da je Boris Kovačič iz naših krajev, vem že kar nekaj časa, že ko smo bili popčki, ne, in smo igrali Kovačiča zelo radi, ker ima zelo bogate harmonije, in smo takrat, sem zvedel od teh starejših Litjanov, ko smo se pač pogovarjali ob kozarčku, Boris Kovačič je bil pa Šmarčan, ne, a res, in to smo bolj še slišali od parih in smo, tako da jaz vem, že to zelo dolgo, da je bil Boris Kovačič tle doma, ne. A ste vi poiskali skladbe, ki so jih danes predstavili? Skladbe smo poiskali kar skup, ne, večina skladb je kar poiskal Oktet Valvazor. Jaz sem pa še dodal ene par, ki sem jih že prej znal, da mi je bolj šlo. Ne. Vsi skup smo sestavili program. Ne. In ta ideja najbrž ne bo ostala pri tem? Boste šli še kam nastopati, se predstaviti s tem lepim programom? Jaz upam, da se bomo še šli kam predstaviti, ker je kar fajn koncert izpadel, zgleda publika je bila zadovoljna in bi bilo prav škoda, da tega programa ne bi izvedli še v kakem drugem kraju. Ne. Zelo radi mislim, da bojo šli pevci in mi, ki jih spremljamo, še v kak drug kraj ponoviti koncert.
V soboto je v Ivančni Gorici potekal že tradicionalni Jurčičev pohod, tokrat že 22. Pot od Višnje Gore do Muljave je približno takšna, kot jo je moral nekaj let Josip Jurčič premagovati vsak dan dvakrat, da je prišel od doma do šole. Na sončno in hladno sobotno jutro se je zbralo veliko udeležencev, ki so se odpravili izpred mestne hiše v Višnji Gori. Med letošnjimi pohodniki je bil znova tudi župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Gospod župan, kakšen se vam je zdel današnji pohod? No, jaz imam vse pohode enako rad, sodelujem na njemu skoraj že od samega začetka. Veliko je bilo dogodivščin, na današnji pohod pa je bil seveda eden izmed boljših. Veliko ljudi se je zbralo, lepo vreme je bilo, tudi kulturni program tukaj na Muljavi in celoten program ob poti je bil imeniten. In seveda ljudje so se lepo počutili pri nas, prijetno in domače, in če je tako, potem sem jaz tudi zadovoljen. Kako ocenjujete celoten teden, vse dogodke, ki so se vrstili do današnjega pohoda? Ja, Jurčič je za našo občino eden izmed tistih mož, na katere smo zelo ponosni, čeprav je takih mož in inštitucij pri nas še več. No, Jurčiču dajemo nekako največ pomena in prav je tako. No, in temu primerno smo se seveda tudi odzvali, tako tukaj domačini iz Muljave, ki gojijo spomin nanj, kot tudi naša Zveza kulturnih društev, ki je pripravila lepo prireditev, podelila nagrade. Krona vsega tega pa seveda je današnji dan in jaz sem prepričan, da če doslej ljudje niso poznali Jurčiča, da ga morda od danes naprej poznajo nekoliko bolje. Če pa ni bilo dovolj, ali pa za vse tiste, ki pri nas še niso bili, pa je priložnost, da Jurčiča, njegovo življenje in seveda naše kraje spoznajo vsak dan. Tukaj v muzeju, na Muljavi je muzej, Zavod Prijetno domače imenitno skrbi za njega in pot pod noge in na Muljavo. In ste zadovoljni s številom obiskovalcev? Jaz mislim, da tale naš Jurčičev pohod kaj bistveno več ljudi niti ne more sprejeti zaradi same narave poti, tudi dolžine. 6000 ljudi je lepa številka, tako da smo vsi izjemno zadovoljni in to nam daje spodbudo, seveda, da bomo s tem pohodom nadaljevali tudi v prihodnje. O spremljajočih razstavah v Višnji Gori in na Muljavi smo govorili že v kulturni oddaji. Celotni pregled pa si boste lahko ogledali v torkovi reportaži. Občinski svet občine Zagorje ob Savi je na 4. redni seji potrdil spremembo statuta občine Zagorje ob Savi v prvi obravnavi. Prav tako tudi poslovnik občinskega sveta občine Zagorje ob Savi. Ravno tako so soglasno po skrajšanem postopku obravnavali in sprejeli spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter uradno prečiščeno besedilo odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Zagorje ob Savi. Sledila je prva obravnava občinskega prostorskega načrta zadev območja Dolgo Brdo, ki je bil sprejet. Obravnavali in sprejeli so tudi odloke v javno-vzgojno-izobraževalnih zavodih občine Zagorje ob Savi ter predlog prve dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Seznanili so se s programom dela nadzornega odbora za leto 2015. Sprejeli so tudi pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev občine Zagorje, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občinskih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti. V povezavi s sejninami smo govorili z občinskim svetnikom iz vrst socialnih demokratov Željkom Železnikom. Sejnine svetnikov v občinskem svetu se bodo zmanjšale za 30%. Kam ste predlagali, da bi lahko šel ta denar privarčevan? Zdaj ta predlog je bil nekako usklajen z županom in pa vsemi predsedniki strank. Najprej je bilo govora o nameniti teh sredstev za knjižnico Zagorje, ker so bila ta sredstva omaknjena, tudi potem pri sklepanju proračuna. Tako da jaz resnično upam, da bodo namenjena prav v ta namen,
Tam najprej je bilo v proračunu zagotovljenih dobrih 130 tisoč evrov, ki jih pa trenutno ni. Nek del iz sejnin bi prav gotovo lahko namenili tam, seveda bo potem morala občina nameniti še drugi del, ampak gre za dobro voljo, pa sledimo duhu časa in pa varčevanju. Prav je, da tudi mi pokažemo, da se zavedamo težke situacije in da najprej pri sebi začnemo tudi s tem varčevanjem. Včeraj se je v Trbovljah s pričetkom ob 17. uri začel javni posvet Gradimo zasavski ekosistem prihodnosti. Na njem je sodelovalo 50 povabljenih udeležencev iz 3 različnih vej družbe, gospodarstva, lokalne skupnosti in države. Več o tem v naslednji oddaji. Vabimo pa vas še k ogledu mladinske oddaje Mladi na razpotju in k spremljanju drugih naših oddaj, ki jih pripravljamo za vas. Lep večer še naprej.